Največja novost za vas ta teden je bil pouk na daljavo. Vzeli ste ga tako resno, da so se na spletni strani pojavile težave. O težavah potem niste več poročali, ste se pa spraševali, zakaj bi zdaj marljivo delali, če je ministrica izjavila, da se šolsko leto lahko podaljša v počitnice. Učite se, izobražujte se na daljavo, če boste to počeli, potem bo to tudi eden od razlogov, zakaj nam ne bo potrebno podaljševati šolskega leta. Sigurno bo pa ta odločitev taka življenjska in dobra in poštena. Zato, da je treba nadomeščati čim manj pouka in da bodo izredne razmere minile čim hitreje, lahko veliko naredimo tudi sami. Pred koronavirusom se lahko zavarujemo tako, da si umivamo roke z milom in se držimo doma. Ključnik ostani doma je eden bolj priljubljenih k odgovornemu ravnanju, nas pozivajo tudi znani Slovenci in Slovenke. Poslali ste nam že kup fotografij in posnetkov, kako si vi sami krajšate čas. Tudi tako, da spremljate Izodrom, v katerem med drugim odgovarjamo na vaše vprašanja povezana s koronavirusom. Zelo vas zanima, kako dolgo bo epidemija še trajala. Epidemija bo verjetno trajala še vsaj do poletja. V skrbeh pa ste tudi za svoje hišne ljubljenčke. Dokazov, da bi domače živali lahko prenašale koronavirus ali zbolele zaradi okužbe, ni. A kljub temu bodimo rajši previdni in živali ne ljubkujmo. Na sprehodu se naši kosmatinci ne smejo družiti z drugimi živalmi in ljudmi. To je sicer v naši državi trenutno tako ali tako prepovedano, se velja prepoved zbiranja na javnih mestih. Skoraj vse ustanove v državi, tudi ljubljanski živalski vrt, so zaprte. Od tam so nam sporočili, da se tamkajšnji prebivalci počutijo dobro, za kar skrbi manjša skupina skrbnikov.